Pri ljudeh s sladkorno boleznijo je izjemnega pomena sprememba življenjskega sloga. In sicer bistveno večja telesna aktivnost, kot so jo bili vajeni prej, pa tudi ali predvsem sprememba načina prehranjevanja, sprememba hrane. Zato me zanima, kakšne so trenutno aktualne smernice, kakšna so priporočila, ki bi se jih moral držati vsak, ki se sreča z diabetesom, pa morda tudi kdo drug. Ja, res je, ne? Ko se enkrat srečamo z diabetesom, je sprememba prehranjevalnih in gibalnih navad seveda tista ključna, ki lahko odloži bodisi medikamentozno zdravljenje za nekaj let, ali nekaj časa, in seveda odloži tudi posledice. Zdaj seveda vsake spremembe je zelo težko vpeljati, čeprav so to zelo motivirane na začetku, osebe so zelo motivirane na začetku, vendar opažamo in tudi statistični podatki kažejo, da se bodo čez nekaj časa vrnili na svoje stare prehranjevalne navade. Kajti tisto, kar nam je položeno, lahko rečemo v zibko, se pravi, kar se naročimo v zgodnjem otroštvu nekih dobrih prehranjevalnih navad, bomo to pač potem nekako vzdrževali skozi celo življenje. Zato so spremembe kasneje v življenju zelo težke. In mi se seveda, mi vedno, ko se srečamo z osebo z novim odkritim diabetesom oziroma sladkorno boleznijo, vedno rečemo, da bomo vedno jih poslušamo, kakšne so njihove dosedajne prehranjevalne navade in rečemo, to ni nobena dieta, to je zdrav prehranjevalni režim, to je taka prehrana, kakršno bi mogli imeti vsi izmed nas, ali imamo sladkorno, nimamo sladkorne. Se pravi, nek red v prehrani, neka ponovljivost je pomembna. Zdaj ali ima nekdo 5 obrokov dnevno, ali ima nekdo 6 obrokov, ali ima samo 3 obroke dnevno. Za nekoga so lahko tudi 3 obroki dnevno zdravo prehranjevanje. In pa seveda, predvsem poudarek na pretrežno rastlinski hrani z veliko zelenjave, z sadjem, z polnovrednimi žiti in pa seveda z primernim kombiniranjem beljakovinskih živil ter olivnega olja. In če se tako rečemo zelo na hitro, je to mediteranski način prehrane, ki ga vsak izmed nas sicer v nekih segmentih že izvaja, včasih nas pa v bistvu preobilno naložena miza v bistvu nekako odpelje v to smer, kjer vodi v seveda neke nenalezljive bolezni, kot je sladkorna bolezen tipa 2. Kako pa je z izključevanjem ogljikovih hidratov? Ja, seveda naše smernice, tudi slovenske, tako kot v tuje smernice, vedno bolj se ozirajo tudi na to, da za zelo motivirane posameznike je možen tudi prehranjevalni režim z izključevanjem predvsem škorobnih živil, ne pa izključevanjem recimo zelenjave in pa recimo manjših količin sadja, kjer jih v bistvu večino teh škorobnih živil potem nadomeščamo z večjim vnosom beljakovin, in te seveda hkrati, da upočasnjujejo presnovo, kar pomeni, da lahko dosežemo boljšo urejenost sladkorne bolezni, hkrati v bistvu manj stimuliramo trebušno slinavko in seveda lahko tudi na ta račun izgubimo nekaj kilogramov, ki so velikokrat tisti ključni za boljši izhod iz takšne težave, kot je sladkorna bolezen. Kakšen bi bil vaš strokovni nasvet, kako se čim bolje soočiti s to diagnozo in kako iti naprej po življenjski poti, tako da bi te ta bolezen čim manj motila in ovirala? Predvsem je potrebno, tako kot v življenju, smo soočeni z mnogo izzivi, ki jih moramo premagati. Na nekaterih izzivih premagamo zelo zlahka, nekatere izzive pa zelo težko. Ampak zaobupati ni. Seveda, pozitivna volja, sprememba dosedanjega življenjskega sloga. Vprašati se, kam me je moj način življenja do sedaj pripeljal. Ali si želim naslednja desetletja vztrajati v tem načinu življenja in si še dodatno poslabševati zdravja, ali zmoram spremeniti prehranjevalne, gibalne navade, ne nazadnje pogled na svet, na sebe in v bistvu spreminjati počasi. Z majhnimi koraki se daleč pride. In tudi, če nam kdaj ne uspe, obrniti list naslednji dan in od začetka in začeti v bistvu še naprej spreminjati prehranjevalne navade. Predvsem pa tukaj rabimo zelo veliko podpore družine, ker ko vstopi v sladkorna bolezen posameznika, ki jo prinese v družini, jaz rečem, da je to sladkorna bolezen družine.
In če bodo vsi družinski člani spreminjali prehranjevalne in gibalne navade, bo tudi temu posamezniku, ki pa je zbolel s sladkorno boleznijo, lažje. Se pravi, jaz povzamem, pokojni moj profesor, dr. Dražen Pokoren, nas je še na fakulteti učil, da ni dobrih pa slabih živil, da so samo dobre in slabe kombinacije, ki jih sprejmemo. In zato so tudi naše odločitve dobre ali slabe.